Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Turističnega društva Slovenske Konjice, na katerem vam bova z predsednikom Ervinom Jančičem predstavila priprave in sam organizacijski zalogaj nastopa slovenske ekipe na letošnjih Jadranskih igrah, na mednarodnem finalu Jadranskih iger, ki bodo potekale v Biogradu na Moru, in poleg tega na kratko informirala tudi o pripravah na praznovanje 80. obletnice delovanja Turističnega društva Slovenske Konjice. Jaz bi najprej predal besedo Ervin tebi, da predstaviš same razloge, zaradi katerih se je Turistično društvo Slovenske Konjice znašlo v vlogi organizatorja nastopa ekipe Piran Slovenija na letošnjih Jadranskih igrah. Izvoli. Hvala, Tadej. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Razlogi, za katere se zadeve dogajajo na tem področju, so se sledili nekako takole. Ob obisku v Biogradu na Moru, kamor smo bili povabljeni ob njihovi veliki manifestaciji Gastronomski stol, je okrog tega njihovega nastopa hrvaške reprezentance na Jadranskih igrah prišlo nekako do ideje strani njihovega podžupana gospoda Marjana Stoferja, da bi morda pa tudi Slovenija lahko bila nastopajoča v finalnem delu tega tekmovanja. Tako smo se odločili, da to idejo sprejmemo in ker so pač pravila nastopanja takšna, da na tem tekmovanju lahko nastopajo ekipe iz obmorskih mest Jadranskega morja, in smo kasneje pristopili k razgovoru s piransko občino, kjer so idejo tudi prav tako dobro podprli, nam omogočili en del njihove ekipe, ki bo zastopala Slovenijo Piran na teh igrah. Seveda so pa naši nastopajoči tudi iz Slovenskih Konjic in pa še iz dveh drugih krajev v Sloveniji. K temu je seveda pristopila tudi občina Slovenske Konjice in pa Turistična zveza Portorož. Upajmo, da bomo na tem tekmovanju uspešni, in v naslednjem letu nas čaka še večji zalogaj, še večja naloga, ker se bo namreč na tem področju začele odvijati na Slovenskem morju tudi predtekmovalne discipline, tako da bomo v celotni zgodbi Jadranskih iger lahko nastopili tudi v naslednjem letu. Hvala lepa. Jaz bi v nadaljevanju zelo na kratko predstavil samo ekipo, nekaj tudi okoli priprav na tekmovanje. Bi pa zagotovo v uvodu spomnil, da so Jadranske igre tako imenovani ali pa dejanski poskus po, mislim, da več kot 20 letih za strani hrvaških organizatorjev, da obudijo tako imenovana jadranska sretanja, tako imenovane po slovensko Jadranske igre, ki so pred več kot 20 leti potekale v različnih krajih po Jadranski obali, in v enem delu tudi tako imenovane igre brez meja, ki pa so bile še širše, še bolj mednarodne, z nekim osnovnim namenom promocije turizma, zagotovo strani hrvaških organizatorjev, do nedavnega, se pravi, dokler so potekale leta 2010 in 2011 samo v jadranskih mestih, se pravi na področju Hrvaške. Letos so se pa organizatorji dejansko odločili, da se razširijo tudi v sosednje države, Črno goro, Slovenijo in Italijo, na ta način zaključijo vse države, ki imajo Jadransko morje, z dejanskim namenom prvovrstnega, atraktivnega načina promocije turizma, lokalnih kulinaričnih, zgodovinskih znamenitosti, vse v sklopu nekega pozitivnega pristopa, tekmovalnega duha nastopajočih ekip, najprej v sklopu hrvaškega tekmovanja, ki poteka oziroma je potekalo od 1. junija do včeraj v 37 hrvaških obalnih in otoških mestih. Na teh tekmovanjih se je v letošnji sezoni pomerilo preko 300 ekip, preko 2000 tekmovalcev, in to ne samo ekip občin, preko 150 občin na Hrvaškem sodeluje, ampak so sodelovali tudi ekipe turistov. Marsikatere ekipe so bile sestavljene tudi iz slovenskih turistov, ki so letovali na Hrvaškem
v letošnji sezoni. Včeraj je na njihovem nacionalnem finalu zmagala ekipa iz Solin in se bo pomerila z ekipo Piran Slovenija, ekipo Črne Gore in ekipo Italije prihodnjo nedeljo, 9. septembra v Biogradu na Moru, kjer bo potekalo mednarodno finale. Ervin je že malo omenil, da smo zagotovo v turističnem društvu sprejeli izziv našega prijateljskega mesta Biograda na Moru, da smo pristopili k organizaciji, k sestavi ekipe. Moram povedati, naleteli na zelo dober odziv tako podjetja Unior, kjer so nas celotno ekipo v avgustu gostili na pripravah, v sklopu katerih smo predstavili tudi ob obisku hrvaške televizije tudi turistično destinacijo Rogla, kot v nadaljevanju tudi v Piranu, piranska občina in pretekli vikend tudi v Šentjurju, kjer smo v sodelovanju z šentjurskimi korenjaki, večkratnimi slovenskimi zmagovalci v vleki vrvi, trenirali tako vleko vrvi kot tudi ostale panoge oziroma ostale igre, v katerih se bodo pomerili tekmovalci in tekmovalke naše ekipe. Zelo zanimivo je in tudi interes je bil, da smo v ekipo uvrstili tudi 3 predstavnike oziroma 2 predstavnika in 1 predstavnico iz občine Slovenske Konjice. Tjaša Kangler je bila s strani ekipe izbrana celo za kapetanko ekipe, poleg nje pa v njej sodelujete tudi aktiven član Nautik kluba Rogla Stanko Kolar in Ladislav Levart, sicer aktiven član prav prej omenjenih šentjurskih korenjakov in na ta način zaokrožujejo tudi naš angažma, se pravi fizično pri organizaciji strani turističnega društva, tudi participacijo v sami ekipi. Kaj pričakujemo? Sama ekipa odhaja v Biograd na Moru že v četrtek, kjer bodo potekale v četrtek, petek in soboto te prave priprave na sami lokaciji finala, to je biograjski bazen, ki bo opremljen z vsemi rekviziti, tako kot bo dejansko potekalo to v nedeljo, ko bodo potekale finale. Mi smo pozvali kot turistično društvo, tudi občina Piran, občina Slovenske Konjice, da bi se ob tem vikendu tudi domačini, Konjičani, Konjičanke v največji meri udeležili tudi tega obiska samega Biograda na Moru in se udeležili tudi kot navijači tega finala in pozvali tudi k sodelovanju v smislu podpore sami ekipi. Kaj več, čisto praktično, na kak način se lahko še odzovejo potencialni zainteresirani za udeležbo, za obisk Biograda na Moru, bo povedal v nadaljevanju še Ervin, kot tudi bo predstavil same priprave na bližajoče se praznovanje 80. obletnice turističnega društva, ki bo potekalo 15. septembra v Slovenskih Konjicah. Izvoli. Hvala. Kar se tiče samih podrobnosti, mislim, da si Tadej tem bil kar dovolj konkreten. Kar se tiče prijav in povabilo k samemu izletu in pa udeležbi na finalu Jadranskih iger, to je možno preko spletne strani oziroma preko Facebooka, kjer je zadeva laufa v polnem teku, kjer se lahko najdejo in poiščejo vse informacije, točne ure in vse podrobnosti glede udeležbe. Zato bi pozval vse tiste, ki imajo namen in jih povabil, da mogoče stran obiščejo, sicer pa lahko preko telefona tudi kontaktirajo mene osebno ali pa kolega Tadeja, kdor pač ni v situaciji, da se preko interneta poveže na stran Facebooka. Kar se tiče 80-letnice, praznovanja 80-letnice turističnega društva Slovenske Konjice, zelo lepa, zelo jubilejna obletnica. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1932 in skozi ves ta čas do danes aktivno deluje v tej lokalni sredini, v sredini sosednjih držav in pa tudi širše po Evropi in celo na dva druga kontinenta seže sodelovanje tega društva, turističnega društva Slovenske Konjice. Zakaj smo se odločili za nekakšno sinergijsko sodelovanje? Zato, ker
praznovanja ob naznanitvi trgatve iz razloga, ker je pridelava in pa promocija vin eden od glavnih produktov turističnega značaja v občini Konjice, in zato smo se dogovorili skupaj s Centrom za kulturne prireditve, da ta praznik praznujemo sočasno z naznanitvijo trgatve in mislimo, da bo to en lep, dober, krasen praznik, da se bodo ljudje počutili dobro in da bo prišlo dosti gostov. Seveda smo k temu vabimo vse Konjičane in Konjičanke, tudi druge iz okoliških krajev. Povabili smo tudi vse naše prijateljske klube iz sosednjih držav oziroma prijateljske društva, turistične društva iz sosednjih držav, tako da mislimo, da bo zadeva v celoti zaključena. Če bo vreme ok, mislim, da bo to lep praznik. Hvala lepa. Na koncu še zelo sorazmerno pomembna informacija, da vsi tisti, ki pa ne bodo utegnili se udeležiti finala v nedeljo v Biogradu na Moru, pa bodo lahko finale spremljali v sklopu neposrednega prenosa tudi na televiziji Slovenija, tudi sicer hrvaška televizija na prvem programu prenaša, in dejansko jih pozivamo, da si finale ogledajo, da navijajo tudi od doma in da spodbujajo tako 5 piranskih gasilcev in gasilk, kot tudi 3 naše predstavnike iz občine Slovenske Konjice na tem finalu Jadranskih iger. Hvala lepa.